8 mesecev po smrti Anite Ogulin je humanitarna organizacija, ki je predsedovala in ki se je lani tudi preimenovala po njej v zvezo Anita Ogulin in ZPM, dobila novo predsednico. To je postala dosedanja podpredsednica. Sem Alenka Petkovšek, izrazito družinski človek. Sem upokojena 2. leto. Prej sem bila na vodilnih delovnih mestih. Z zvezo Anite Ogulin sodelujem že dolgo časa. Več kot 10 let sem podpredsednica zveze. Predtem sem bila pa tudi v upravnem organu zveze. Obenem sem tudi mama, babica, žal zadnji 2 leti in pol pa tudi vdova. Vrsto let je Alenka Petkovšek delo Anite Ogulin in organizacije, takrat še imenovane Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, spoznavala povsem neformalno. Pred dobrim 10 pa je delovanju začela pomagati tudi s svojim strokovnim znanjem, saj sta ji bila delovanje in vizija organizacije zelo blizu. Zato sem z navdušenjem sprejela takrat povabilo v upravni odbor. Skozi leta pa spoznavala vse, kaj se tukaj dogaja. Ta vizija Anite je tako velika in tako mogočna, da nam je lahko pri marsikaterem delu vzor in predvsem usmeritev, kako priti natančno do cilja, ki si ga zastavimo. Najbolj blizu mi je bilo to, da je takoj priskočila na pomoč. Ona, ko je začutila, da je nekdo prosil za pomoč, je šla takoj v akcijo. Namreč ljudem je potrebno pomagati takrat, ko za to zaprosijo. In nekateri zaprosijo že, ko je kaplja čez rob. Prav za čim hitrejšo pomoč je bil lani ustanovljen poseben Anitin sklad za sredstva, namenjena takojšnji pomoči, predvsem pri plačilu življenjskih stroškov ali drugih nujnih izdatkov. In pri pravočasnem prepoznavanju stisk je bilo in ostaja neprecenljivo predvsem terensko delo sodelavcev. V lanskem letu so opravili več kot 800 terenskih obiskov, ki so ključni in kot pravi sogovornica, bodo taki tudi ostali. Se ga tudi sama zelo ceni in ga je izkusila skupaj z Anito Ogulin. Najbolj moram reči, da sva skupaj sodelovali pri zadnjih poplavah. To sva res vse območje ljubljanskih poplav fizično obredli vse te poplavljene hiše, stanovanja, tako da največ sva bili na terenu skupaj v tem obdobju pri tem delu. Videla sem takrat, kaj Anita pomeni ljudem, kako jo sprejemajo ob vsej svoji težavi, ob vseh tisti stiski, ko je bilo vse mokro, vse porušeno, so bili navdušeni nad tem, da je prišla osebno Anita Ogulin k njim, jih povprašati, kako jim lahko pomaga. Ko nekdo s tako svojstvenim, neizbrisnim in opaznim pečatom zaznamuje ne le svoje področje delovanja, pač pa celotno družbo, kot je to storila Anita Ogulin, je stopiti na njegovo mesto več kot le velika in odgovorna naloga. Zelo težko. To je bila izredno težka in tehtna odločitev. Namreč vsak človek je neponovljiv, ampak taka, kot je bila Anita, takih žal ni. In na njeno mesto kot predsednica lahko stopim. Je pa to tako zelo velik korak bil tudi zame, da sem se resnično težko odločila, ampak čutila sem se dolžna, da te Anitine vrednote in to delo, ki ga ona s srcem opravljala in to organizacijo, ki jo je postavila iz nič, da peljemo po njenih vrednotah z njenim načinom naprej. Kar je bil moto že v lanskem letu, ki se je kljub težki osebni izgubi poslovno dobro izšlo, kar dokazuje tudi pred kratkim končano letno poročilo o delu te organizacije. Kar se tiče poročila, poslovno leto je bilo dobro. Zastavljeni so bili dobri projekti, ki so se tudi naprej vodili. Kot seveda poznate, imamo 2 močna projekta, to so Botrstvo in pa Veriga dobrih ljudi, kjer skozi Botrstvo skrbimo za otroke in skozi Verigo za družine v celoti. In poslovno leto se je zelo dobro končalo, tako na humanitarnem področju, kot tudi na samem področju, kjer se plačuje, ker so plačljive storitve.
In s prepletom letovanj tako za otroke, ki jim to storitev plačajo starši, kot za otroke iz humanitarnih in donacijskih programov, lahko počitnice skupaj preživljajo otroci z vseh socialno-ekonomskih slojev. V počitniške dejavnosti je bilo na več lokacijah v Sloveniji lani vključenih več kot 2600 otrok. Zelo pomembna opora otrokom, pa tudi staršem, je psihosocialna podpora, ki je tudi lani potekala vse leto. V letu 2024 je terapije izvajalo 23 terapevtov, ki jih je usmerjalo 6 supervizorjev. Opravili so več kot 2000 ur terapij, ki potekajo v različnih slovenskih krajih. Izvajali pa so tudi skupinske terapije za mame, ki otroke vzgajajo same. Terapevti so pri uporabnikih zaznali vedno večje potrebe po terapevtski pomoči, tako pri starših kot pri otrocih. In slednjim skušajo pomagati tudi v šolskem okolju, tako z učno pomočjo kot s programom, ki ga zdaj iz nižjih razredov širijo tudi v višje starostne skupine. Pri duševnem zdravju imamo že nekaj let program Dobro sem. Ta je bil za otroke, zdaj se pa širi tako na mladostnike kot tudi na odrasle. Veliko nam pomeni, da lahko pomagamo vsem strukturam na tem področju. Žal smo v takih časih, ko je to vedno bolj potrebno. Poleg programa Veriga dobrih ljudi pa je še naprej njihov najbolj prepoznaven humanitarni program seveda Botrstvo v Sloveniji. Program Botrstvo v Sloveniji letos praznuje 15 let, to je krasna obletnica. V vseh teh 15 letih smo pomagali več kot 14 tisoč otrokom in zbrali več kot 37 milijonov evrov, kar je pokazatelj, kako dobro lahko pomagamo, če smo skupaj povezani z namenom pomoči otrok in če nas pri tem podpirajo tudi mediji, Val 202 in pa seveda kot glavno botri oziroma donatorji, ki darujejo v ta sklad. In načrti v prvem poslovnem letu, ki poteka brez Anite Ogulin, so še vedno prežeti z njenimi cilji, idejami in s poslanstvom. Lansko leto je bilo za nas pretresljivo, težko, naporno. V bodoče vidim zvezo Anite Ogulin, da bomo stopali po njenih korakih, da bomo predvsem upoštevali vse njene vrednote. Nadgradili pa bi radi del, ki ga ona tudi zastavila, in sicer sistemske spremembe. Marsikaj je predlagala, marsikaj je bilo celo slišano tu in tam, še veliko stvari pa je treba sistemsko urediti in spremeniti. Tukaj bi apelirala na vse, ki lahko pomagajo pri temu, in teh je kar veliko, tako vlada, tako ministrstva, tako vsi ostali, da prisluhnejo. Anita je vedno pripravila skupaj s sodelavci sistemske spremembe tako, da bi se marsikdaj dalo samo prenesti v potrebno zakonodajo. Zato bomo temu, kot rečeno, še enkrat posvetili zelo veliko pozornosti in ponovno pripravljali gradiva tako, da bodo lahko vnešena v sistem in da bodo pomoč dobili res tisti, ki jo potrebujejo. Nova predsednica zveze Anita Ogulin in ZPM Alenka Petkovšek ob prevzemu te funkcije s hvaležnostjo poudarja, da bodo številne načrte z ekipo, ki jo je soustvarila Anita, lahko uresničili le ob neprecenljivi pomoči donatorjev in podpornikov. Hvala vsem, ki nas podpirate, hvala vsem, ki donirate in hvala vsem, ki se ob Anitinem imenu spomnite na nas in na njo. Hvala.